Projekt Mednarodne nogometne zveze Živi svoje sanje poteka od leta 2011. Pridobiva na popularnosti, predvsem pa je še eden od vzgibov, da se dekleta že v rosni mladosti odločajo za igranje nogometa. Najpopularnejšo igro z žogo na posameznih dogodkih spoznajo tudi njihovi starši, stari starši, prijateljice in znanci. Na nogometna igrišča želimo privabiti čim več deklet, ženska, predvsem recimo tudi mamice in tako naprej, da bi podpirale svoje hčerke v nogometni igri. Če že sama pogledam, vse smo zmeraj malo tudi dekleta, bile po domače rečeno favšne, fantom, ker so se s tem ukvarjali, so se lahko ukvarjali, tega ni bilo, tako da jaz sem kar vesela, da se je to začelo dogajati tudi za dekleta. Gimnazija Šiška je en dober korak k temu, rezultati so že vidni, glede na to, da v 17 reprezentanca je bila blizu uvrstitve na Evropsko prvenstvo, tako da smo na dobri poti. Eden od poudarkov projekta je umeščanje dogodkov v posamezna okolja, tudi tista, kjer si dekliški nogomet šele utira pot med enakovredne športne panoge. Jaz mislim, da je ženski nogomet trenutno v velikem razcvetu. Moški nogomet zdaj je nekje že tam na svojem platoju, mogoče ženski nogomet ima pa še ogromno prostora za napredke oziroma da se še razširi. Dobrodošla je prav vsaka vzpodbuda, tudi od tam, kjer so že naredili prve uspešne korake. Moram reči, da je potencial, si pa želimo čim več igralk, ker potem je nabor in je tudi kvaliteta zmer boljša. Veselje se pa čuti, to pa. V Ajdovščini so torej dekleta zelo aktivna, tamkajšnji klub ima celotno igralsko piramido. Zgledu tej in mnogim drugim sredinam z odločnimi koraki na področju ženskega in dekliškega nogometa kot prvi na Goriškem sledijo v Biljah. Zato, ker sem ga že od malega igrala in sem bila navajena bolj s fantami biti in potem sem začela trenirati. Zgodbe o začetkih so podobne na vseh koncih sveta, v vseh jezikih. Veselje od malih nog, strast, druženje, tekmovalnost. Že kot majhna mi je bilo všeč igrati nogomet in ko sem začela že pri fantah, ko sem bila majhna, in pa sem nadaljevala tudi pri puncah v Ajdovščini, ko se je razvil ta klub. Zato, ker me je zanimalo, kako je sploh v bistvu, če punce igrajo nogomet, ker mi je bilo dolgočasno, da sam fantje, ker ni pošteno, da lahko sam fantje delajo stvari, da lahko tudi punce, da smo enakopravni. K temu vodijo tudi posamezni dogodki globalnega projekta Živi svoje sanje. Ideja, ki ne pozna meja, tam, kjer so, jih uspešno briše. Tudi v majhni Sloveniji, torej z velikimi koraki proti še večji afirmaciji ženskega in dekliškega nogometa.